15. večer športa. Skoraj soglasno za proračun. Blažji varčevalni ukrepi. Zadružniki s člansko kartico. Dobrodelni koncert za Anjo. Sodobna pepevka za mame. Pritekljeva državna prvaka. Lepo pozdravljeni. Pred dobre pol ure se je končala slavnostna občinska prireditev Večer športa v organizaciji Zavoda za šport in turizem Medvode. Eno športno priznanje za življenjsko delo ter 32 malih in 9 velikih športnih plaket je bilo podeljenih medvoškim športnicam in športnikom za dosežke v lanskem olimpijskem letu. In ja, v tretje gre rado. Športnica in športnik leta sta... Med 42 nagrajenci je strokovna komisija v skladu s pravilnikom o priznanjih športnikom, športnim delavcem in športnim društvom v občini Medvode imenovala tudi športnico in športnika občine Medvode za preteklo leto. To sta, enako kot lani in leto poprej, postala smučarska tekačica Leja Einfalt in kanuist na divjih vodah Blaž Cof. Sicer je bila velika športna plaketa podeljena še deskarjema na snegu Roku Flandru in Izidorju Šušteršiču, strongmanu Matjažu Belšaku, plesalcema Anji in Mateju Priteklju, otroški mali skupini iz plesne šole Urška in smučarski tekačici Ana Mariji Lampič. Edino športno priznanje za življenjsko delo na področju trenerstva in doprinos k razvoju smučarskega teka v naši občini je prejel 82-letni Viktor Brazovšek iz Žleb. Več o nocojšnjem pestrem dogajanju na športnem odru pa prihodnji teden v naši informativni oddaji. In druga novica, ki je zaznamovala minuli teden, je prav gotovo ta, da so občinski svetniki na torkovi 5. seji skorajda soglasno potrdili proračun za letošnje leto. Glasovanja se je vzdržala le Alenka Žavbi-Kunaver, ki je skupaj s skupino svetnikov pripravila kar 11 amandmajev, vendar so jih nepravilno vložili, kar so vsi skupaj, tako predlagatelji amandmajev kot župan z občinsko upravo, ugotovili šele med obrazložitvijo le-teh. Novi statut namreč določa, da morajo pobudniki amandmaje na proračunski odlok vložiti vsaj 3 dni pred sejo in ne na sami seji. Predhodno so proračun za letošnje leto vzeli v presojo vsi pristojni odbori in komisije in ga, sicer soočeni z realnostjo, z nekaterimi amandmaji tudi predlagali občinskemu svetu v sprejem. Razen odbora za razvoj, ki se je z njim le seznanil, in odbora za mladino, kjer sta za tako oblikovani proračun glasovala le predsednik odbora Vito Klavura in Anže Šilar. Gorazd Šturm pa je ponovil že večkrat rečeno, da je s tako oblikovanim proračunom najbolj na udaru mladina, pa naj si bil to na katerem koli področju. Dejstvo sicer je, da višina sredstev namenjena mladinskim projektom in programom ostaja enaka kot lansko leto, vendar kot so ugotavljali odborniki, je višina borna, le 8.000 evrov. Kljub oceni, da je pravilnik za vrednotenje in sofinansiranje mladinskih projektov in programov potreben prevetritve, so se na svoji drugi seji odborniki odločili, da se bodo te naloge lotili kasneje, saj si želijo, da bi bil razpis čim prej objavljen in sredstva čim prej razdeljena. Odločili so se tudi, da bodo imeli na letošnjem razpisu prednost tisti mladinski projekti in programi, ki so namenjeni preprečevanju zlorabe drog in drugih nevarnih substanc in projekti, ki spodbujajo k strpnosti in nenasilju med mladimi. Spomnimo, na zadnjih 2 razpisih so imeli prednost tisti projekti in programi, katerih izvajalci so pri njihovi izvedbi sodelovali tudi z Javnim zavodom za kulturo in mladino Medvode. Občinski svetniki so v upravnavo dobili predlog proračuna za letošnje leto, ki je delno upošteval tudi njihove pripombe, podane ob upravnavi osnutka dober mesec dni nazaj. Glavna značilnost je vendarle nekaj več sredstev, ki se bodo razdelila prek razpisov, tako na področju kulture, športa, turizma, kmetijstva in malega gospodarstva. Namesto skoraj 50-odstotnega znižanja sredstev, kot je bilo načrtovano v osnutku, po novem le 35-odstotno znižanje. No, tudi to je veliko.
Prihodkovna stran proračuna se je v tem mesecu dni od osnutka do predloga žal še znižala za dodatnih 172 tisoč evrov. Toliko manj bo iz državne blagajne prišlo iz naslova povprečnine ali po domače rečeno glavarine. Le dobrih 500 evrov letno na občana. Ja, nekaj več pa je prenesenih sredstev iz preteklega leta, žal pa so ta več ali manj zacementirana. Dodatna sredstva namenjena razpisom na različnih področjih je torej predlagatelj žal našel predvsem s prerazporeditvijo sredstev iz naslova nadgradnje sistema odvajanja komunalne odpadne vode, skupnega projekta naše Vodiške in Mestne občine Ljubljana. Postavka je znižana s 340 tisoč na 121 tisoč evrov. Zakaj? Ker odločbe, ki zagotavlja kohezijska sredstva, ni pričakovati pred jesenjo. Zgodba kohezije pa je trenutno zelo v zraku, ker se je naš projekt, ki smo ga peljali 3 leta skupaj z Vodicami in z MOL-om, v zadnjem mesecu ustavil in ni več non-major project, ampak je major project, ker pomeni, da moramo iti, ker skupaj čistilna naprava v Ljubljani in naš kanal C0 presega 70 milijonov evrov, to pa je nad 50 milijonov, to pa pomeni, da moramo iti po sredstva v Bruselj. Tukaj smo že imeli svetovalce Evropske komisije, imenovane Jaspers, ki bodo pomagali v letošnjem letu preoblikovati ta projekt in ga potem, to bo prvi pilotski projekt, ki bo šla Slovenija z njim v tej perspektivi posredstva. Mi držimo pesti, da nam bo uspelo, tako kot po en strani držimo pesti, da nam bo uspelo in bomo dobili 9 milijonov evrov, pa po drugi strani se moramo zavedati, da naših 25% oziroma nekaj takega mora priti tudi zraven in bo treba drug let najti sredstva. Že sicer se obeta sprememba evropske perspektive in temu primeren odziv občine. Jasno se je pokazalo, tukaj so nam povedali ljudje, ki veliko na tem delajo, ki imajo s tem ogromno izkušenj, da nova evropska perspektiva ne zagotavlja več sredstev za izgradnjo infrastrukture, ampak je mantra Evropske unije v naslednji perspektivi, torej generiranje novih delovnih mest. Največji očitek, predvsem strani Alenke Žavbi-Kunaver in Gorazda Šturma, je bil, da tako letošnjemu proračunu kot načrtu razvojnih programov manjka vizije. Slednji je menil, da nista odraz županovega predvolilnega programa. Zaenkrat se mi zdi, je predvsej vse skupaj stihijsko, tako kot pride, tako tisto rešujemo in potem naslednja borba. Upam, da bomo to vojno dobili. Župan Nejc Smole se je s tako oceno sicer strinjal in takoj po sprejetju proračuna napovedal pripravo skupne strategije. Tudi jaz imam večkrat občutek, da gasimo požar zaradi tega, ker ni bilo vizije. In ker naprej zapiramo samo tiste stvari, ki so najbolj akutne. Da so proračunski dokumenti v veliki meri odraz preteklosti, je menil tudi Lado Vidmar. Ne vem, zakaj dobivam občutek, da je občina oziroma občinska uprava oziroma občinski proračun in vse skupaj, kar se dogaja, ratal danes. Če dobro pomislite, vsi smo toliko stari, da vemo, kdaj ta občina je in da je treba včasih malo pomisliti, da ste ali pa da smo kdaj tudi malo zamižali pred projekti, ki niso bili ravno zreli za to, da bi se dogajali v tej občini. In da so se projekti, ki so se v tej občini dogajali zelo kampanjsko in zelo per partes. Ponovno je pozoril tudi na veliki manko na področju komunale, predvsem na skoraj 100% znižanje sredstev za krajevno-skupniške projekte. Zato bi apeliral, da prosim pomislite malo tudi na to, da se hmal ne bomo več mogli po teh cestah do kulturnih in športnih objektov pripeljati in nam ne bojo nič kaj dosti nucali. Izhodišče je dal tudi Štefanu Čebašku. Mislim, da je bilo veliko naporov vloženega, kako bo katera kulturna in športna sekcija dobila več, kar je seveda prav. Tukaj, ko že to omenjam, podpiram vsa prostovoljna društva, njihovo delovanje. Mislim, da je to ena posebna vrednost nagraditi prostovoljno in pa entuzijastično delo. Pa vendar, jaz sem že v prejšnjih mandatih povedal, da je kultura pomeni tudi kulturno se pripelja do objekta in kulturno parkirati. Da bi večjo pozornost morali nameniti vsaj tistim cestam, ki vodijo do turističnih krajev, je bil predhodno mnenja že Sašo Šulc. Po tisti cesti vozijo turisti s kemperji, s prikolicami. Mislim, cesta je res v obupnem stanju, ampak dobro, cesta je v obupnem stanju, ampak če bi bila v obupnem stanju 2 leta, 4 leta, ampak jaz se vozim po tej cesti že
ne vem, 15 let s kolesom in vsak let je samo slabše. Mislim, jaz bi res vprašal tlekje, kako so se ti ljudje v Dragočani nekomu očitno zamerali. In dobil je pojasnilo, zakaj bo temu še nekaj časa tako. Cesta Valburga-Trboje, z vami se močno strinjam, tudi sam se veliko po njej vozim. Planirana je bila za letošnje leto, da gre v realizacijo, vendar smo v pripravi proračuna ugotovili, da zemljišča niso odkupljena, čeprav se je 3 leta zatrjevalo, da so vsa zemljišča odkupljena. In se nam je zdelo neresno, da jetijo v proračun, če nimamo odkupljenih zemljišč. Zato v letošnjem letu, ne popravite, ampak mislim, da 35.000 evrov nekaj tacga namenjenih, to, da odkupimo še zadnja zemljišča in v prihodnem letu gremo v rekonstrukcijo. Kako se rekonstruira 900 metrov naenkrat, bomo pa vprašali sosednjo občino Šenčur, ki je to naredila v 3 tednih. Izpostavljeno pravno problematiko cest, ki so tik pred novo kategorizacijo, pa je župan izkoristil za predstavitev občinskega stališča. Stališče, ki ga je zavzela občinska uprava, pa je: ceste, ki niso v lasti občine in bi jih občani želeli predati občini, jih bo občina prevzemala samo pod pogojem, da jih dobi zastonj, se pravi, da jih brezplačno prenesejo v last občine, občina pa naročila geodetske izmere in stvar potem uvrstila tako, kot je treba. Tudi Dragan Čukič je med tistimi, ki vztrajajo na poziciji, da je potrebno v prihodnosti več narediti na prihodkovni strani. Sam je prepričan, da bi se dalo več pridobiti že iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Ne sicer z dodatno obremenitvijo lastnikov registriranih nepremičnin, ampak neregistriranih. Pol ure po mojem dovolj, ker se te dva seznama primerjata in jaz sem prepričan, da po moji oceni gre za približno 500.000 evrov priliva na prihodkovno stran. Pustimo se presenetiti. Župan Nejc Smole sicer ne računa na tolikšen izkupiček, dal pa je v presojo še možnost, ki se jo poslužujejo druge občine. Občina Medvode ne zaračunava NUSZ-ja, torej nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča fizičnim osebam, ki posedujejo zazidljive površine. To je to. Tukaj noter se pri nas skriva kar nekaj denarja, hkrati pa zelo velika obremenitev dodatna občanom. Tako da do sedaj je občinski svet ali pa občina Medvode stala na stališču, da tega fizičnim osebam ne zaračunava, pravnim že zdaj zaračunavamo. Fizičnim pa ne. Vkolikor bi se odločili, se lahko naredi tudi to. Alenka Žavbi-Kunaver je sicer v imenu zadostnega števila svetnikov vložila kar 11 amandmajev. Večina njih je sicer izražala željo, da se še nekaj malega umili varčevanje na področju športa in kulture, vendar se je šele tekom obravnave amandmajev izkazalo, da so bili ti neveljavno vloženi. Po novem statutu, ki pa ga še ne obvladajo niti svetniki, niti občinska uprava, je namreč amandmaje na odlok proračuna potrebno vložiti 3 dni pred sejo. Iz še večje zadrege jih je rešilo predvsem dejstvo, da amandmaji, ki so jih obravnavali, preden so se zavedli zmote, niso bili tudi izglasovani. Edini pravi vsebinski amandma, ki je bil vendarle izglasovan, je bil županov. Predlagal je, da se 5.000 evrov iz postavke javna dela nameni tudi za sofinansiranje rekreacije, kamor sodita tudi dejavnost planinskega in kolesarskega društva. Kot rečeno, letošnji proračun ima kljub turbulencam, ki jih je s sabo prineslo varčevanje in nezadolževanje, skoraj da 100% podporo vseh svetniških skupin. Glede na sprejet proračun so občinski svetniki lahko potrdili tudi program športa v letošnjem letu, torej lahko v kratkem pričakujemo razpis, več o tem pa v prihodnji oddaji, pa tudi o tem, da svetniki niso potrdili višje cene za storitev pomoč družini na domu in ja, najprej so s sprejemom proračuna potrdili za 15.000 evrov nižjo postavko sejnine in v nadaljevanju sprejeli osnutek pravilnika, ki predvideva za kar 25% nižje sejnine. Šlo je za las, 12 za, 11 pa proti. Ti so menili, da bi bilo 10% znižanje sejnin dovolj. Prihodnjič več o tem.
V nedeljo so se letos ponovno v Vodicah sešli člani Kmetijske zadruge Medvode, ki s svojim delovanjem pokriva območje občine Medvode, Vodice in del mestne občine Ljubljana. 246 jih je in seznanili so se lahko z dejstvom, prisotna sta bila tudi medvoški in vodiški župan, da Kmetijska zadruga Medvode ostaja ena od najbolj uspešnih zadrug na področju Slovenije, čeprav je minulo poslovno leto zaključila z minusom. Ta je zgolj računovodski in ne finančni. Več v nadaljevanju. Novost letošnjega leta je, da je vseh 246 članov Kmetijske zadruge Medvode dobilo člansko kartico. No, če se malo za šalo rečem, to je kakor partijska knjižica, ne? To je, kaže neko viden znak privrženosti, viden znak, da sem član neke skupine ljudi, ki skupaj delujejo. Sem pa tudi, glede na našo zadrugo, sem pa ponosen, da sem tudi s to izkaznico član te druščine. Z uvedbo članske kartice, kar je posebnost Medvoške kmetijske zadruge, naj bi med člane v prihodnje še pravičneje razdelili morebiten dobiček, glede na doprinos, ki ga k temu dobičku vsak član prispeva. Namreč bistvo pa je ta razmerja oziroma vrednost, ki jo nekdo ustvari v zadrugi, je pa pogojena z nakupi, vendar z zaslužki iz teh nakupov v zadrugi. In tukaj se štejejo vsi nakupi, ne samo repromateriala, to se pravi gnojila, škropiva in tako naprej, tisto, kar se rabi za direktno proizvodnjo, temveč tudi ostali nakupi, ki jih nekdo upravi v zadrugi. Dolgoročno pa lahko ta kartica pomeni še kaj več. To se pravi, v glavnem je pa smisel kartice je boniteta za člana zadruge. Kot pravijo vodilni, je bilo poslovno leto 2014 tudi za Kmetijsko zadrugo Medvode izredno zahtevno. Zaznamovale so ga bistveno nižje odkupne cene živine, tudi za 24% v primerjavi z letom poprej, in tudi odkup je bil za 7% nižji, le 3718 živali. Večino mladega pitanega goveda prodajo slovenskim klavnicam, večino krav pa v tujino, v Avstrijo. Poslovno leto je zaznamovalo tudi padanje cen krmil, izpad prodaje krmnih dosevkov, izpad pri prodaji energentov in predvsem padanje cen mleka. Ne glede na ta neprijetna dejstva, pa bi Kmetijska zadruga Medvode poslovno leto 2014 zaključila pozitivno, ne le finančno, ampak tudi računovodsko, če ne bi bilo računovodske slabitve naložb delnic ljubljanskih mlekarn v zadružnem mlekodelu. Ja, poslovanje je bilo dobro, bi kar zaključili poslovno leto z krepkim dobičkom, če ne bi imeli slabitve delnic ljubljanskih mlekarn. Ta slabitev pomeni kaj konkretno? Ta slabitev v bistvu finančno ne pomeni nič, ker smo te delnice tako dobili takrat zastonj pri, če tako po domače rečem, pri prestrukturiranju podjetij leta 1993 oziroma 1992. Vendar vsako naložbo moraš nekako vrednotiti, vsaka naložba ima neko vrednost in te delnice so imele pač vrednost, kot jih je vrednotil mlekodel, in nažalost je bila vrednost višja, kot smo finančno takrat za njih dobili. Slab občutek je, ker nismo uspeli kupiti skupaj z drugimi ljubljanskih mlekarn. Upam, da te posledice teh stvari ne bojo usodne. Spomnimo, Kmetijska zadruga Medvode je bila med tistimi, ki je močno zagovarjala usmeritev, da ljubljanske mlekarne ostanejo v slovenskih rokah. Vendar pa, ko je francoski Lactalis prek hrvaškega Dukata postal več kot 50% lastnik ljubljanskih mlekarn, so se v zadružnem mlekodelu, torej tudi v imenu Kmetijske zadruge Medvode, odločili, da sprejmejo ponujenih 8,75 € za delnico. To pa je precej manj, kot je bila naložba ocenjena pred tem. Kakšen lastnik ljubljanskih mlekarn je Dukat oziroma Lactalis? Ja, trenutno je dejstvo, da znižuje ceno, in dejansko si on lahko privošči veliko več, kot bi si ljubljanske mlekarne kot samostojna firma, oziroma kot firma, ki bi bila v lasti zadrug.
S pridelavo mleka se ukvarja na področju kmetijske zadruge Medvode 93 kmetij, količina odkupljenega mleka pa je bila za skoraj 500 milijona litrov večja kot leto poprej, 10 milijonov in 700 tisoč litrov. Večina mleka gre v ljubljanske mlekarne, nekaj pa tudi prek združenja v Italijo. Pri sami prireji mleka mislim, da se odraža, vpliva zgolj cena in pa seveda vremenski pogoji, ki to prirejo določajo, suša, vročina in tako dalje. No, lansko leto je bilo kar ugodno leto za prirejo mleka, tako da je tudi temu primerna bila tudi količina pridelanega mleka višja od predlanske, če primerjam. Kar se pa tiče ljubljanskih mlekarn, je problem v tem, da dejansko se nam je zmanjšala pogajalska pozicija pri pogajanju za ceno mleka, ker v tem primeru je tuji lastnik in on odreja zadevo v smislu vzemi ali pusti. S 1. aprilom se ukinjajo mlečne kvote. Kakšne pa bodo posledice tudi za kmetijsko zadrugo Medvode? Niti Šušteršič, niti Sobočan ne želita špekulirati, saj so mnenja zelo različna. Največ se je govorilo o povečani prireji mleka, težji prodaji in tako naprej, vendar trenutno vidimo, da se kljub temu, da je proizvodnja mleka v Evropi višja, se to mleko strži na svetovnem merilu in nikakšnih velikih pretresov. Čeprav je cena mleka padla in se zdaj drži nekje na nivoju 30 oziroma 29,5 do 32 centov, pač odvisno od kakovosti. In nekako se tudi pričakuje, saj po razgovorih tudi med ljubljanskimi mlekarnami in ostalimi partnerji, ki tržijo mleko, da bi ta cena lahko še bila tam 2-3 mesece, za naprej pa je težko govoriti. Janez Šušteršič, ki je tudi član Kmetijsko-gozdarske zbornice, na vprašanje, kako usmeriti medvoškega kmeta, ponovno odgovarja. To je vprašanje za milijon evrov. Ja, zdaj, po pravici povedano, svetoval bi usmeritev v vrtnine. To je zdaj trenutno največji manko v Sloveniji pri naši samooskrbi. Člani se sami odločajo, s čim se bojo ukvarjali in kmetijska zadruga Medvoda ima poudarek pri predelavi mleka oziroma vse, kar je povezano z govedorejo. In kakšnih bistvenih sprememb tudi v bodoče, verjetno saj v bližnji bodočnosti ne bo. Čeprav se odpirajo možnosti pridelovanja zelenjave, ampak tukaj je še precej stvari nedorečenih, predvsem ta državna regulativa, ki omejuje dejansko prodajo kmetov direktno v te državne zavode, šole in tako naprej. Enotna pa sta tudi pri tem, da bo morala občinska kmetijska politika še dodatno stimulirati kmetovalce z območja Polhograjcev, kjer je kmetovanje še dodatno oteženo. Po novem v kmetijski zadrugi Medvode lahko 2-krat tedensko kupimo tudi kruh ene od zadružnic. Že sicer se je izbira prehrambenih izdelkov, ki se ponašajo z oznako lokalno, zelo okrepila. Žal pa je bilo poslovno leto 2014 bistveno slabše za Helios, katerega sestavni del je tudi obrat Preska oziroma za celotno skupino Ring. Slabo leto je, odkar je avstrijska družba Ring večinska oziroma po iztisnitvi malih delničarjev edina lastnica domžalskega Heliosa in posledično tudi obrata v Preski. Kot poročajo, so bili v drugi polovici lanskega leta priča hudemu padcu prodaje zaradi krize na ključnih trgih, kot so Rusija, Ukrajina in Balkan. Prodaja se je zmanjšala za 15% oziroma prihodki od prodaje so bili še za 7% manjši kot leto poprej. Lansko leto so zato zaprli eno od tovarn v Rusiji, jeseni pa tudi v Avstriji, proizvodnjo iz slednje pa prenesli v Slovenijo. 80% prav v obrat Preska. Gre za proizvodnjo kovinskih barv in lakov. Kot zagotavljajo odgovorni v Heliosu, premeščen program nikakor ni okoljsko sporen in da bolj intenzivnega vonja ali smradu tudi zaradi sistema RTO, kar pomeni direktno uničevanje plinov iz proizvodnje, niso zaznali. Prav tako niso v tem času prejeli nikakršnih obvestil ali pritožb strani občanov.
Zaradi padca prodaje pa je bil Helios primoran zmanjšati tudi število zaposlenih v Sloveniji do konca leta 2014 za 3%, kar je približno 70 zaposlenih. V pogajanjih s sindikati pa je bil, tako vodstvo Heliosa, sklenjen tudi dogovor, da se število zaposlenih v Sloveniji v bodoče ne zmanjšuje, torej da se ohrani na enaki ravni vsaj do leta 2017. V nedeljo je v Kulturnem domu Pirniče potekal dobrodelni koncert ansambla Saše Avsenika z gosti. Za potrebe slepe dijakinje Anje Pustak-Lajovic. Gostovali so otroški in učiteljski pevski zbor Osnovne šole Franceta Prešerna iz Kranja, Osnovne šole Pirniče ter skupni otroški pevski zbor Osnovne šole Pirniče in Simona Jenka Smlednik. In še nekateri umetniki s svojimi recitacijami in glasbenimi vložki. Koncert je organiziral Jurij Marusik, občan Medvod, ki se je pri svojem delu srečal slepo dijakinjo Anjo in posledično s problematiko slepih in slabovidnih oseb. Pobudnik in organizator dobrodelnega koncerta je Jurij Marusik, profesor fizike in pesnik, ki živi na Verju. Pri svojem učiteljskem delu se je srečal tudi slepo dijakinjo Anjo Pustak-Lajovic. Pravzaprav ideja je padla samo po sebi, namreč jaz z Anjo že precej časa sodelujem, ker se ukvarjam s slepimi in slabovidnimi učenci in sem videl, kakšne težave ima oziroma s kakšnimi problemi se sooča pri nakupu pripomočkov za slepe in slabovidne, ki so strašno dragi, včasih skoraj da nedosegljivi. In potem je padla ideja, da bomo nekaj narediti in vsaj opozoriti ljudi, da so med nami tudi slepi, ki potrebujejo sredstva za to, da lahko res nemoteno funkcionirajo v družbi. Za pripravo koncerta je porabil 3 mesece. Njegovemu povabilu se je takoj odzval ansambel Saše Avsenika. Na govoru je bilo omenjeno, da imate nekako 160 koncertov na leto. Kolikokrat na leto pa se odzovete prošnji po dobrodelnem koncertu? Ja, v teh 160 noter se nabere tudi nekaj dobrodelnih. Veseli smo, da nas ljudje radi pokličajo, da nas radi tudi na take stvari povabijo. Seveda na vse ne moreš iti, ker drugače hitro v stanju, kakor smo, a ne nabereš lahko tudi 200, ampak ne bom rekel, da naredimo razpis, se pa odzovemo nekje na 80 takih koncertov in se nam zdi super, da lahko tudi pomagamo s tem, kar radi delamo in v bistvu za tako srečo, ki imamo, da imamo hobi za poklic, da vračamo potem tudi to na tak način. Koncert je pričel z eno najbolj poslušanih Avsenikovih skladb Golica, ki bo letos praznovala 60 let. Zaključil pa z njemu najljubšo Veter nosi pesem mojo. Ste deklico oziroma dekle Anjo že prej poznali? Ne, nisem, sem pa imel to srečo, da sem govoril pred koncertom z njo, da sem jo spoznal, da smo vedeli, za koga igramo in je prijetno dekle in smo še toliko bolj veseli, da pridemo za te prave ljudi špilati. 19-letna dijakinja Anja Pustak je doma iz Trbovelj. Rodila se je kot nedonošenček in že od rojstva ne vidi. Trenutno obiskujem 4. letnik srednje poklicne administrativne šole v Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, ki ga trenutno zaključujem. Potem naprej se bom upisala na +2 leti ekonomski tehnik, potem pa razmišljam naprej mogoče novinarstvo. Glasba ji veliko pomeni in tudi na koncertu se je predstavila z 2 pesmima. Prvo pesem, Dan ljubezni, je zapela in spremljala s kitaro, drugo pesem, napisano prav za njo, Rada bi mamica postala, pa je zvonkim glasom tudi zapela. Glasba je moja največja ljubezen, bi lahko rekla. Posnete imam že 3 glasbene duete s pevcem Štajerskim Brandijem, s katerim sem tudi začela sodelovati. In on je bil v bistvu prva odskočna deska za mojo glasbeno kariero. Dvorana je bila polno zasedena. Nastopili so učitelji in otroci iz Osnovne šole Franceta Prešerna iz Kranja, kjer organizator koncerta tudi poučuje. Poleg tega pa še 2 otroška pevska zbora Osnovne šole Pirniče pod vodstvom Lucije Jekovec in Eme Gortnar ter skupni otroški pevski zbor Osnovne šole Pirniče in Simona Jenka iz Smlednika.
Z recitacijo Povodnega moža je nastopila učenka osnovne šole Pirniče Jona Dežman, poleg tega pa še pesnik Rudi Stopar in domačin Sten Vilar. Vstopnina je znašala 10 evrov, izkupiček bodo podarili Anji. Kot prvo si bom kupila kalkulator, oziroma govoreči kalkulator za učenje matematike, ker ga v tem trenutku najbolj potrebujem. Stane pa čez 100 evrov, tako da bo tisti prvi pripomoček, ki si ga bom kupila. Potem pa mogoče naprej še kakšna stvar, ampak res najprej stvari za šolo, potem pa naprej. Franc Barbič, organizatorjev sosed, pa je na koncu koncerta Sašu Avseniku spomin na dobrodelni koncert podaril izrezljane planike iz roževine. V knjižnici Medvode so se spomnili na današnji dan pripovedništva in včeraj gostili prav poseben večer. V sodelovanju z zavodom CCC in Kudom Zbilje sta Silvana Paleti, slovenska pesnica in pisateljica in domačinka Zvonka Simčič, predstavili literarno-glasbeni dogodek s prepletom glasbe, poezije, etnologije in narečnega govora. Popeljali sta nas v dolino Rezije, kjer ustvarja Paletijeva in med nas prinaša rezijansko ljudsko izročilo zamejskih Slovencev. Zvonka Simčič, Medvoščanom sicer najbolj poznana po slikarstvu, video in intermedijski umetnosti, že nekaj časa, približno 2 leti in pol, sodeluje s pesnico in pisateljico Silvano Paleti, ki sicer živi in ustvarja v dolini Rezije in predvsem skrbi za ohranjanje kulturne dediščine, ki jo izjemno rada deli s Slovenci. V dolini Rezije imamo veliko bogate stvari. Veliko pravljic, veliko ljubske pesmi, zgodbice, je veliko. To bi bilo treba pisati knjige in knjige in knjige. V Reziji je sicer najbolj živa plesna kultura folklora, plešajo, kadar morajo, pravi Silvana Paleti. Rezijanski govor je živ v tistih družinah, kjer vsi znajo rezijansko, jezik ohranjajo tudi zbori, čeprav ne pojejo veliko ljudskih pesmi, torej takih, ki jih Paletijeva danes zelo rada zapoje. Se spomnim, kadar moram, ki imam glas, prav res pojem. Zakaj? Pri srcu sem se uredila, sem urasla v tistem lepem stvari in kar bom mogla prav res, bom šla naprej. Kar bom mogla, srce bom držala. Silvana Paleti je začela pisati pesmi po potresu. Ogromno se je naučila od starih ljudi, ki jih danes žal ni več, zato si želi sama ohraniti in deliti dediščino. Piše poezije, pravljice za otroke, poje in na Radiu Trst sodeluje s komičnimi izdelki. V naši dolini to se splača, zakaj govorimo po bisku, po njuvaške, po osojske, po šolbaške, ano tadej koha tudi po učjarske. In kako lepo, to parajo lepe zgodbice, prav res lepo, če je lepo navežiš. Izjemno pomembna je Silvana Paleti za ves slovenski kulturni prostor. Mimogrede, pred kratkim je bila sprejeta tudi v Društvo slovenskih pisateljev. Narečje rezijansko je danes tudi v Reziji bolj malo živo. Seveda se govori, vendar je malo število ljudi, ki ga še govorijo. Delo Silvane Paleti je že nadgradnja ljudskega izročila, saj vključuje tudi lastni fantazijski svet in kreira ljudsko umetnost z dodano vrednostjo. Na prireditvi v knjižnici se je Silvani in Zvonki pri petju pridružila tudi Bogdana Herman, ki so jo rezijanščine učile pred 30 leti rezijanska dekleta, med njimi seveda tudi Silvana Paleti. Silvana velja za človeka, ki je pravzaprav učitelj, tako da je zame nekaj izjemno velikega, da lahko kdaj pojem z njo. Ni znana po vas. Mene so to pesmi tako močno nagovorile, da sem rekla, da je potrebno s temi pesmimi nekaj storiti. Odpravili smo se v studio in v 2 dneh je Silvana posnela
17 pesmi, potem pa sva jih Blaž Grm in jaz pa oglasbila, dodala nekaj inštrumentov, naknadno pa smo z založbo Klopotec posneli še 7 pesmi, pa v cerkvi Svete Marjete v Žlebeh. Zvonka Simčič je Silvano Paleti spoznala, ko jo je povabila k sodelovanju pri intermedijskem projektu. Že nekaj let pa se je tudi sama učila petja, tako da imata sedaj skupnih kar nekaj projektov, v katerih se dopolnjujeta z glasbo in petjem. Zvonka Simčič je na primer pri projektu zgoščenke Mali ruk glas neba tudi pela, igrala na didžeridu, pojočo skledo, obenem pa poskrbela za aranžmaje za zbor ter fotografije in ilustracije. Projekt je finančno lansko leto podprla tudi občina Medvode. A umetnici ne čakata na lovorikah, temveč se že ozirata po novih izzivih. S Silvano smo začeli delati mitične legende, vendar je ta projekt res povsem na začetku in verjetno bo trajalo kar nekaj časa, da bo zagledal luč sveta, saj nimamo kakšnih posebnih financ, tako da se bomo prebijali skozi njene besede do glasu neba. Ko smo že pri sredstvih, spomnimo, Kucbilje je na lanskoletnem kulturnem razpisu uspel pridobiti zavidljivih 24 000 evrov. Zvonka Simčič skupaj s svojim zavodom CCC pa skoraj 7 000 evrov. Ja, letos temu najbolj ne bo tako. Med več kot 10 kulturnih društev in posameznikov se bo namreč lahko razdelilo le 97 000 evrov. V domači kulturni dom so nas prav tako včeraj popoldan povabili člani otroške gledališke skupine Kuda Smlednik na ogled predstave, namenjene prvenstveno vsem mamam. No, malce so pohiteli, saj so mame želeli presenetiti že pred samim praznikom 25. marca. Otroška gledališka skupina Kuda Smlednik je pod mentorstvom Urbana Pipana in Katje Hočevar tudi letos poskrbela za prireditev v čast materinskemu dnevu. V bistvu je bilo tako, da sva kar midva predlagala Blažu Brešanu, da bomo imeli mi z našo sekcijo oziroma našo skupino eno predstavo. Poj pa pač nekako prišlo, jaz sem doma našla ta tekst, ki smo ga v bistvu sem ga doma še imela odprej in smo pač potem s malimi oziroma z igralci postavili in dali to na oder. Najtežje je bilo dobiti tekst in vse ljudi, ki so sodelovali in vse to in tudi pač hoditi tokrat na vaje. Čeprav najlažje je bilo pa na vajah pač biti z mladimi. Materinski dan, ki ga pri nas praznujemo 25. marca, je neformalen mednarodni praznik, ob katerem izražamo pozornost in zahvalo vsem ženskam v vlogi matere. Praznovanje materinskega dne izvira iz Združenih držav Amerike, kjer ga praznujejo že od leta 1910. V Evropi pa so ga začeli praznovati šele po prvi svetovni vojni. Medtem ko ima dan žena tudi točno določen datum kot mednarodni praznik, torej 8. marec, se je tega dne leta 1911 v požaru v tekstilni tovarni v New Yorku več kot 140 žensk izgubilo življenje, ko so protestirale zaradi nečloveških delovnih razmer, pa se materinski dan praznuje v veliko državah na različne dneve. Pri nas ga po drugi svetovni vojni zaradi praznovanja 8. marca, dneva žena, nismo vidneje praznovali. Danes pa slednji izgublja na veljavi, nasprotno pa dobiva na pomenu materinski dan, ki ga praznujemo na isti dan, kot je Marijino oznanjenje, torej 25. marca. Ja, ko sem bila manjša, je bilo vedno tisto, da si kaj narisal ali pa kakšno voščilenco je dal. Zdaj pa pač, da se, ne vem, zahvalaš mamici, kakšno drobno malenkost kupaš in to je to. Ja, za mene je to dan, kjer je pač pozornost, potem odnos med otrokom in mamico se takrat mogoče malo zaiskri v hvaležnosti, tako da je dan pomemben dan. Sam kulturni program, namenjen vsem mamam in babicam, no pa tudi očetom in tetkom, je bil sestavljen iz hudomušne predelave pravljice o Pepelki, violinskega sola in recitacije pesmi posvečenim mamam. Najbolj so pomagali otroška gledališka skupina Smlednik, pač ti naši mali, ki so pripravili Pepelko, ki smo se zdaj v zelo kratkem času naučili pač
20 minut dolgo predstavo. Potem pomagala sta še Barbara Novak in Ajda Smerkol in pa še Manca Malovrh na violini. Ne vem, jaz sem malo pol mogoče na to tako gledala, da mamice, ki so zelo pridne, pa se veliko ukvarjajo z gospodinjskimi deli, pa pol mogoče, da se tukaj malo predstav, da pa pol mogoče, da rabijo pa še tudi malo drugih stvari, kot je recimo Pepelka rabila, da gre potem na zabavo, da tudi one pridejo, pa da si vzamejo čas za zabavo, mogoče taka navezava. No. Bila je taka sproščena, tudi ta lik gospodinje Pepelke mi je bil zelo tak komičen pa všeč, tako da glede na to, da vsi se nekako branimo tega gospodinjstva, tukaj je pa taka nasprotna vloga, tako da mi je bilo zelo, zelo všeč in tudi dekleta so bila zelo dobro so upravljeno to vlogo pa igro. Vsaka obiskovalka, tokrat jih je bilo sicer za odtenek manj kot so vajeni, je domov odnesla rožico. Glede na to, da smo precej na hitro, je bilo treba vse organizirati, pa tudi reklamo smo bolj na konc naredili, je bilo še krno. Lahko bi bilo pač malo več ljudi, ampak recimo, da je bilo kar v redu. V Sežani je minulo soboto potekalo državno prvenstvo v latinskoameriških plesih. V enotni članski kategoriji sta zmagala Nadja Bičkova in Miha Vodičar, Anja in Matej Pritekelj sta bila druga. Pirničana, člana domačega kluba Mirandens in večkratna državna prvaka, sta bila na prvenstvu zelo dobro razpoložena, trenutno pa so njune misli že usmerjene na bližajoče se evropsko prvenstvo v Belgiji, ki je na sporedu konec marca. Njune plesne dosežke v preteklem letu ni spregledala niti Plesna zveza Slovenije, ki jima je prejšnji četrtek na slavnostni podelitvi v festivalni dvorani podelila srebrno plaketo za nadpovprečne tekmovalne dosežke na mednarodnih tekmovanjih v letu 2014 in sicer za polfinalno uvrstitev v standardnih in latinskoameriških plesih na mednarodni tekmi VDSF Open na Slovaškem. Vse čestitke seveda, kot tudi vsem, ki so nas s svojimi športnimi rezultati razveseljevali ta teden. Najprej pa seveda sledi povabilo na kolo, ali kot smo slišali na seji sveta ob obravnavi programa športa za letošnje leto. Morda bo prišel čas, ko bo zdravnik namesto zdravila predpisal rekreacijo. V nedeljo 1. marca se je pričela tradicionalna kolesarska akcija 60 vzponov na Katarino v organizaciji kolesarskega kluba Medvode. Podpisovanje v vpisno knjigo pri gostišču Vihra na Katarini, kjer udeleženci akcije dobijo vpisno številko, bo trajalo do konca oktobra, svečan zaključek v novembru pa bo znova martinovo obarvan. Ne, sprememb ni nobenih, še zmeraj je isto, 8 mesecev v letu se vozi, 60 vzponov je tista število vzponov, ki jih naj bi kolesar dosegel. To je eno, a ne drugo pa, ker pa je to tudi trening za člane našega kluba. V 14 letih so udeleženci akcije nanizali preko neverjetnih 70 000 vzponov na Katarino, lanskoletna akcija, v kateri je sodelovalo 116 kolesarjev, pa je šla v anale predvsem po rekordnem ženskem dosežku. Ljubljančanka Mojca Lukan je zabeležila kar 200 vpisov, med moškimi jih je največ zbral Medvoščan Arsen Desimir Arsič. Naklon ostaja ves čas enak, vzpon na Katarino, pa vendarle cesta iz leta v leta slabša, kar je pravzaprav minus za kolesarje. Ja, žal, cesta je pa res vsako leto slabša, zdaj po žledu, po tistih poplavah je pa še en del popolni makadama, tako da zelo nevaren del, tam se zavije ne robež, tako da bi apeliral z tega mesta, da bi se mogoče to probali urediti. To je to, luknje so seveda, ampak kolesari pa v klubu vsemu kar ustrajamo. 8-mesečna rekreativna akcija pa ni edina športna prireditev kolesarskega kluba Medvode. Po lanskoletnem organizacijskem debiju dirke za pokal Slovenije je 17. katarinski vzpon tudi letos že uvrščen v koledar slovenskih pokalnih tekem. Tekma je dosti zahtevna, priprave so potrebne, vpisan smo, udeležba je bila lani lepa in se obetamo letos podobno, če ne številčno še močnejšo. Veliko je odvisno tudi od vremena, lani nam je lepo služil, vsa leta tudi.
upajmo, da nam bo zdaj tudi. Ampak poleg tega, da je v Pokal Slovenije to, mi že vsa leta od začetka, ker se je začela akcija Slovenija kolesari, sodelujemo tudi v tej akciji in ta naša tekma na Katarino je vključena v akcijo Slovenija kolesari, ki je pa športno-turistična. Lanska 12-kilometrska dirka s štartom pred občinsko stavbo in ciljem na Katarini se je izkazala za boj enakovrednih tekmecev in izredno majhnih razlik za ciljno črto. Podoben razplet se pričakuje tudi letošnjo zadnjo nedeljo v juniju. Podmladek nogometnega kluba Jezero Medvode je minuli vikend uspešno gostoval na turnirjih v Krškem. Ekipi U10 in U13 sta po dolgem zimskem premoru končno odigrali turnir na zunanjih igriščih. Ekipa U10 je v močni konkurenci med ekipami Hrvatski Dragovoljac, šampion Celje in Slovan osvojila prvo mesto v skupini, v četrtfinalu proti Iliriji izgubila, v nadaljevanju premagala Ajdovščino in tako osvojila končno 5. mesto v konkurenci 16 ekip. V 13 je remizirala proti Šentjerneju, izgubila proti ekipi Krško ter premagala Brežice in Celje in osvojila končno 5. mesto. Ana Marija Lampič je na zadnji tekmi finala kontinentalnega pokala v smučarskem teku, ki je minuli vikend potekala v francoskem Chamonixu, še tretjič zapored stopila na najvišjo stopničko. Lampičeva je tako osvojila tudi zmago v skupnem seštevku pokala v mladinski konkurenci do 20 let in postavila nov mejnik za bodoče generacije mladink. Novo zmago v sezoni je minuli vikend zabeležila članska vrsta košarkarskega kluba Medvode. 18. ligaško tekmo so varovanci trenerja Andreja Božiča odigrali proti ekipi Globus in zmagali za 4 točke prednosti. V slovenskih kegljaških ligah je bilo odigrano 17. kolo. Hidro je v prvi B ligi izgubil v Slovenskih Konjicah, Medvode so v tretji ligi Zahod zmagale na Jesenicah, ženska ekipa Medvod, ki igra v drugi ligi Zahod, pa je bila tokrat prosta in je trenutno 7. z 2 osvojenima točkama. V ljubljanskih ligah se je nadaljevalo tekmovanje po skupinah za končno razvrstitev. Obe ekipi, Hidro 2 in Medvode 2, sta zmagali na domačem kegljišču. Medvoški policisti so v preteklem tednu obravnavali 3 prometne nesreče na območju naše občine. V Medvodah je voznik vozil na prekratki varnostni razdalji in povzročil nesrečo, v kateri se je en udeleženec tudi telesno poškodoval. Povzročitelj je prejel plačilni nalog. Telesno se je poškodoval tudi udeleženec v prometni nesreči, ki se je zgodila v Zbiljah, v Goričanah pa je ob trku prišlo samo do materialne škode. Povzročitelj pa je pobegnil in ga še iščejo. V Medvodah so policisti obravnavali eno kaznivo dejanje goljufije, tatvino mobilnega telefona, na Zbiljski pa tudi tatvino traktorja. V Smledniku je nekdo poskusil vlomiti v hišo, pa mu to ni uspelo. Med ostalimi dogodki, ki so jih medvoški policisti obravnavali, pa poročajo o dimniškem požaru v Valburgi, pri katerem na srečo ni bilo materialne škode. To je bilo torej za danes vse, na snidenje čez teden dni v četrtek.